Pozdravljeni. Sva Leonida in Albert Margole, psihoterapevtski par, avtorja knjižnih uspešnic in več let že ambasadorja gibanja Ustavi se. Zadnje dneve se pogovarjava o tem, kako živimo v tej izolaciji, v neki drugačni energiji, ki smo jo navajeni. In jaz sem tako pomislila na to, da se nam je uresničilo nekaj, kar smo si zelo želeli. Veliko smo govorili, tudi nama so veliko starši govorili, koliko si želim biti več doma, koliko si želim biti več z otroki, na partnerskih terapijah je bilo isto, a boš prišel prej, pa zakaj te ni, pa skozi v službi. Zdaj pa kar naenkrat, kot da se je to 100% uresničilo in na nek način smo ves čas skupaj. In moje vprašanje, ki sem pomislila, je zadnje dneve, a smo se res ustavili? Jaz bi rekel, da nas je preplavilo nekaj kot šok, kot nekaj nepričakovanega, verjetno neznosnega, polno nekih čustev. In vprašanje, če smo se sploh ustavili, vprašanje, če se nismo prelili samo z novim slapom, spet neke hektike, če se nismo prelili z novim stresom. In mogoče je to zelo smiselno, kaj sploh pomeni ustaviti se. Ustaviti se ne pomeni, da nehaš živeti, ne pomeni, da nehaš delovati, ne pomeni, da se kar uležeš na kavč in so zdaj počitnice. Ustavi se je v bistvu zdaj ena priložnost, ki jo imamo, po moje, da nikoli ne bomo imeli več take priložnosti, jaz si mogoče niti ne želim na tak način, ampak imamo pa priložnost, da se v bistvu srečamo s sabo. Da malo, bom rekel, pustimo času, da uredi, kaj so v bistvu naše prioritete. Da pustimo temu obdobju, da damo stres stran, da se, bom rekel, v občutku srečamo s sabo in tukaj noter malo vprašamo, kaj je res pomembno, kaj nam je res pomembno. In jaz recimo vidim tukaj priložnost v tem, da se ustavimo na tak način z vprašanjem, a je res pomembno, recimo, če smo starši in če imamo doma otroke, ki morajo delati za šolo, a je res pomembna storilnost, a je res pomembno, da se bojo točno tako naučili, kot so jim pač poslali po mailu. A moram jaz ves čas težiti v partnerskih odnosih, a moram vsako napetost še stopnjevati, a se lahko ustavim in se vprašam, kaj mi je res pomembno. A mi je pomemben odnos, a mi je pomembno vzdušje. A se sploh zavedam, kaj je kvaliteta mojega življenja. A se sploh zavedam, da ko se ustavim, ker prej nismo imeli časa, ker se nam je toliko mudilo in ker smo kar divjali in tako naprej. A se sploh zavedam, da lahko izbiram, da imam v bistvu možnost, da zjutraj, ko se zbudim, izberem, kakšen dan bo pred mano. In s kakšnim vzdušjem bom stopil v ta dan in imel odnose z ljudmi, s katerimi sem si najbližje. Tukaj je veliko je te možnosti, ki pride iz ustavi se in se srečaj s sabo. Zdaj mogoče še ena dimenzija, o kateri jaz bolj intenzivno razmišljam zadnje dni, je to, da ustavi se in pomisli, da v bistvu nisi sam na svetu. In ustavi se in pomisli, kaj je to in solidarnost in empatija in odgovornost do tega,
da smo neka skupnost in da smo v bistvu odvisni drug od drugega. To, da smo v bistvu odgovorni, da pomislimo na druge. Jaz razmišljam pač o tem, v teh primerih nošenje mask, recimo. Nošenje mask je gesta, ki druge zaščiti pred mojo morebitno okužbo, ali pa če sem jaz okužen z masko, pač preprečam, da bi okužil druge. To pomeni, če nosiš masko, če nosimo masko, če nosite maske, ko nosite maske, skrbite za druge. S tem kažete, da vam je mar za druge. Zaradi tega, ker ne vemo, kaj prenašamo okrog. Ni bil namen tega videa, da v bistvu vas strašiva. Namen tega videa je bil, da vas ozavestiva o tem, da imate zdajle v bistvu priložnost in da jo izkoristite, zato ker dejansko se je nam vsem uresničila želja. In to pomeni, da moramo to izkoristiti. Moramo ven iz tega nekaj potegniti. Če jaz ugotovim, da z mojim partnerjem nimam okej odnosa, da ne zmorem biti z njim sama, da nimam z njim kaj početi, da sva nenehno v konfliktih, to pomeni, da sem dobila priložnost, da ta odnos v resnici vidim tak, kaj je. In da se lahko začnem učiti, da lahko začnem raziskovati, da lahko raziskujem skupaj s partnerjem, da ga lahko na novo spoznavam. In spet enako naprej, kako sem v odnosu z otroki. Tako da, ja, ustavi se pomeni vprašati sebe, pogledati sebe, kako se počutim, raziskovati sebe in iti po nekih novih, bolj humanih načinih naprej. Zdaj, mogoče tukaj smo že toliko časa v tem, da v bistvu je ta romantična podoba nekako minila. Zdaj smo, bom rekel, v resničnih odnosih, kjer se zatikajo, kjer ni vse tako, kot bi si želeli. In gledajte, tlele je ustavi se v bistvu ena možnost, da mi obrnemo fokus. Naš spontani odziv, to, kar je tako, kot greš s tokom, je, da ko nekaj ne gre, se pritožuješ, nergaš, počneš stvari, ki samo še otežujejo. Ustaviti se pomeni, da se lahko vprašamo, kako pa lahko jaz drugače, kaj pa si jaz v resnici želim. Kako pa jaz lahko pridem do tega, kar mi zdaj ne gre, oziroma ker sem z neko oviro v stiku. In gledajte, vse te možnosti imamo. In iz tega obdobja bomo prišli tako ali drugače. In po tem obdobju bomo tudi živeli tako ali drugače. Midva se v bistvu zavzemava, da bi prišli čim bolj celi, zdrave pameti in opremljeni za to, da bomo zastavili na boljš. Hvala, ker se ustavljate z nama. Lahko nama sledite na najini YouTube strani Albert in Leonida Mrgole, kjer je še veliko takih posnetkov. Hkrati pa vse druge ambasadorje vabim, da kaj napišajo, da kaj povejo o tem, kako oni doživljajo to obdobje, ko so nas ustavili drugi, ko nas je ustavil nekdo drug. Hvala, srečno, ostanite zdravi. Ja.